Dober dan, z nami je danes Anita Perečnik-Noč. Še vedno me zanima nekaj o motnjah mokrenja. In sicer včasih je usoda tudi lahko v naših rokah, lahko tudi marsikaj spremenimo, marsikaj lahko naredimo sami. Pa me zanima, kaj lahko pacienti z multiplo sklerozo, kateri imamo težave z motnjami mokrenja, naredimo tudi sami, da gremo skozi te simptome potem lažje. Ja, zdaj, tako kot ste omenila, res je, veliko lahko bolniki sami naredijo, ampak problem je, da bolniki o tem niso poučeni in niti ne vejo, da si lahko sami pomagajo. Zdaj, ti simptomi so različni, in recimo pri frekventnih mikcijah moramo najprej ugotoviti, da gre mogoče za zastajanje urina in da zaradi tega bolnik tako pogosto hodi na vodo, ker pač ne sprazne mehurja do konca. Če ugotovimo, da gre za zastajanje urina, je tukaj ta prva stvar samokateterizacija. Če ugotovimo, da ne gre za zastajanje urina, pa bolniku priporočamo trening mehurja. To pomeni, da ko bolnik začuti, da mora na vodo, da poskuša še nekaj minut zadržati in vsakič te intervale podaljšuje. Zdaj to rečemo tudi bolnikom, seveda naj to delajo doma, ker lahko se vmes zgodi, da pride do kakšne urgentne inkontinence in zdaj seveda to doma potem bolnik lažje reši, kot pa če je nekje zunaj. Potem imamo niktorijo, recimo, to je en tak zelo zoprn simptom, ki pomeni, da mora bolnik ponoči vstajati in hoditi na vodo. Zaradi tega so potem bolniki zelo utrujeni, čez dan razdražljivi, težko opravijo ostale svoje obveznosti. Tako da tukaj potem lahko bolnikom svetujemo, da po 6. uri recimo zvečer nehajo piti tekočino oziroma rečejo bolniki, če morajo vzeti kakšne tablete, da pač samo z minimalno tekočino popijejo tiste tablete. Če se bolniki samokateterizirajo in potem svetujemo, da to naredijo tik preden gredo spat, da se takrat popolnoma sprazni mehur, obstajajo pa tudi določena zdravila, s katerimi se da pomagati, tako da se bolnik potem posvetuje s svojim nevrologom, ki mu lahko predpiše ta zdravila. Potem za te frekventne mikcije, tudi tukaj imamo možnost zdravljenja, tudi tukaj obstajajo zdravila, ki jih potem tudi nevrolog predpiše. Zdaj pa me zanima, včasih slišimo, da se tudi pri teh motnjah urina dajejo vložki. Koliko je to primerno oziroma sploh uporabno pri bolnikih z motnjami mokrenja? Ali je to smiselno delati? Ja, zdaj velikokrat se bolniki tega zelo utepajo, ker imajo tisti občutek, saj zdaj nisem dojenček, ker bom tukaj nosil plenice, vložke, ampak po drugi strani je pa lahko to že čisto iz psihičnega vidika zelo odrešujoče, če ima bolnik vložek in gre nekam na sprehod ali kakorkoli, bo potem mogoče bolj pomirjen, tudi če bo vedel, da mu bo vmes urin ušel, da ne bo moker, da ne bojo hlače mokre, da se to navzven ne bo videlo, tako da lahko je tukaj to zelo tudi z tega vidika pomiri bolnika. In velikokrat se zgodi, ko bolniki uporabljajo vložke, pridejo suhi domov, zato ker je že ta psihološki vidik toliko močen, in tako da vsekakor te pripomočke priporočamo, da jih bolniki uporabljajo, in da pač tudi premagajo nekako ta sram. Najlepša hvala za vaše odgovore. Najlepša hvala.